Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Pod črto mandata. Tokrat gostimo župana občine Hoče - Slivnica, no in v moji družbi, ko že rečeno, pozdravljamo Marka Soršaka. Dobrodošli. Hvala, lep pozdrav. Vidim, da seboj niste prenesli nekega predmeta, ki bi na nek način simboliziral vaš mandat. Kar nekaj naših gostov je to storilo, pa vendarle, recimo, če vas zdaj izzovem, kako bi ga opisali z eno besedo, ali pa kaj je tista simbolika, ki bi jo lahko nekako opredelili z vašim mandatom v letu 2022-2026. Po mojem, z vidika neke predstavnici, bom rekel, medijskega poročanja, bi to bil verjetno lipov list iz lipovega drevoreda. Zakaj ravno to? Tukaj ta projekt ni nastal čez noč, torej prednji je bil predstavljen, je trajal vsaj 3 leta, tudi bil predstavljen na občinskem svetu, kjer so ga svetniki soglasno potrdili, potem pa je nastala neka fama, ampak vseeno drevesa, ki zdaj rastejo na neustreznih rastiščih. 30 let nazaj, ko se ni solilo cest, 50 let nazaj, ko je bilo večinoma konjske vprege, torej ni bilo neobremenitev z vidika soli, neobremenitev z vidika težjega ali pa težkega prometa, količine prometa, tako da zdaj pa in ta promet vpliva na koreninski sistem. Torej, soljenje cest v zimskem času pa se sol spira v prst in potem seveda zaradi osmoze drevesa slabše črpajo hranilne snovi, posledično so manj odporna, pridejo bolezni, tudi zdaj jih je bilo več podrejenih po pregledu arborista, kasneje odločba inšpektorata in se drevesa podirajo, ker so bolna, niso ustrezna, predstavljajo nevarnost, seveda za vse lokalne prebivalce, občanke, občane, ki to cesto uporabljajo. Zagotovo gre za enega izmed projektov, ki je na nek način odmevnejši v okviru dogajanja, ampak bomo o tem še govorila kasneje. Morda kar nekaj investicijskih projektov je bilo tudi v tem mandatu. Veliko ste vlagali v šole, vrtce in s tem tudi v kakovost življenja, ampak vendarle, recimo, na katerega izmed projektov ste nekako vi najbolj ponosni ali pa ga nekako štejete kot vam najbolj ljubega v tem mandatu, ki vam je bil tudi na nek način recimo prioriteta? Zdaj, težko je reči, več projektov pomembnih, tudi če so, bom rekel, majhne vrednosti ali pa sploh nimajo neke finančne vrednosti, lahko koristijo dost ljudem, tako da so različni. Mogoče najzahtevnejši je bil izgradnja kanalizacije. Sicer kanalizacija z vidika, bom rekel, da na koncu pokažeš, da se vidi, kaj je težje, ker torej vsa infrastruktura je v zemlji, smo pa vseeno menjali čez 20 km kanalizacijskih cevi. To pomeni, da v prihodnosti iz tretjih prekatov ali drugih ali ponekod žal neposredno več fekalna onesnažena voda ne odteka v vodotoke, ampak gre v kanalizacijski sistem in se prečisti v centralni čistilni napravi. Zdaj sočasno smo k sreči imeli tudi sredstva, smo menjali še 15 km vodovodnih cevi. Vodovod je tudi bil ena taka stvar, ki že od leta 2014, ko sem začel, je težava, ampak vsako leto vlagam, zato vsako leto manj težav. Posledično pa smo tudi obnovili, zgradili 20 km cest, to je bil mogoče največji projekt. Potem pa so še drugi manjši, kot tudi pot v lipovem drevoredu. Ne glede na to, da prvotni projekt ni bil odobren, smo drugega pripravili torej na način, da smo dobili sredstva na drugem razpisu. Smo tudi zgradili pot, torej od botaničnega vrta do fakultete. Gre za 2 izjemna objekta, naravn, drugi grad v Pivoli, smo jih povezali, tako da tudi tisti, ki pridejo predvsem od drugod, se lahko sprehodijo in vidijo, bom rekel, to potezo Pohorje v celotni svoji lepoti. Potem so tudi igrišča, recimo med večjimi je bilo igrišče z umetno travo v Rogozi, ki ga uporabljajo naša 3 društva oziroma obe nogometni šoli, pa seveda tudi druga društva od drugod, tistim pa seveda oddajamo. Seveda nismo gradili, da je bil dobiček, v redu pa je, če objekt sam sebe v prihodnosti vzdržuje.
vse, kaj se zgradi, vsak objekt v prihodnosti terja vzdrževanje in odlično je, če samo sebe vzdržuje. Mogoče še za omeniti tudi fotonapetostne elektrarne. Bili smo vodilni partner 19, ki smo tvorili torej skupino, ki se je prijavila v skupni nazivne moči čez 3 megavate, od tega 1/3 cirka naša občina, mi smo 15 objektov pokrili in to bo pol dolgoročno, ne bo samo najmanjše v tem mandatu, seveda pa v prihodnjih 5, 10, 15, 20 letih bo občina imela manjše stroške z vzdrževanjem objektov. Torej, poleg že omenjenih projektov pa ste v tem mandatu vlagali tudi precej v šolo, vrtec, ne nazadnje, in s tem tudi izboljšujete kakovost življenja v sami občini. Kaj vam pa torej kakovost življenja kot takšnega pomeni, ne le kot županu, ampak občanu te občine, recimo? Kakovost dojemamo različno, mogoče otrokom so pomembna igrišča, predvsem prosti čas, staršem je pomembno, da imamo dobre vrtce, dobre šole. Kasneje je vsem, ki se ukvarjamo z športom ali pa to bolj resno delajo, športna infrastruktura, prostori za upokojence. Zdaj tudi poleg športne dvorane bomo uredili nove prostore za upokojence. Pomembne so povezave, kolesarske. Ravno zdaj zaključujemo zadnjo. Pomembno je v bistvu povezovanje. Torej, prvo smo se povezali z občino Rače-Fram, torej z mešano potjo, pred 3-4 leti z občino Miklavž, zdaj gradimo povezavo do Razvanja, tako da smo tudi povezani, da lahko gremo s kolesom, vedno bolje mobilnost, življenjski slog zahteva, da smo tudi popoldne aktivni, ne, in ni lepšega, če se s kolesom varno odpelješ, karikiram, v Rače na sladoled, v Miklavž do pekarne ali v Maribor, karkoli drugega. Sicer ste župan že nekaj mandatov, pa vendar, kdaj ste po vašem začutili prvič to težo te funkcije na svoji lastni koži? Po mojem v prvem mesecu, torej decembra 2014, je država zamujala s plačili cirka 2 milijona evrov. Seveda občina ni bila likvidna, torej smo delno poplačevali tiste, ki so svoje delo že oddelali. Seveda država je imela rok, ki se ga ni držala. Čez koledarsko leto se ne smeš zadolžiti, ne smeš imeti minusa in potem prvič vem, da sem čisto vsem ministrom, pa takrat seveda v kabinet predsednika vlade pisal, kaj je težava in potem v 4 dneh smo dobili denar, vse poplačali, še nekaj ostalo. Takrat vidiš, da si vseeno nekje vmes, nisi spodaj, nisi na vrhu, ampak županska funkcija je vmes in pritiska oziroma vleče z obeh strani. Biti župan ni biti zaposlen v neki službi. Kako vi to dojemate? Kdaj je recimo takrat, ali pa kako se soočate s tistimi najbolj težkimi dnevi, recimo? Zdaj vseeno po duši pa po poklicu sem tehnik, vsak problem je problem, treba ugotoviti pri problemu točno, specifično, kaj vse je treba narediti, da problem odpravimo in potem iti čist sistematično reševati točke, da se problem odpravi. Težje pa je v javnem sektorju, ker so pogoji drugi. Ta časovna komponenta, jaz vedno rečem, da biti funkcionar, župan je podobno kot v gospodarstvu, samo gospodarstvenik teka v športni opremi, župan pa ima ali pa funkcionar en čevlj premajhen, en prevelik, na debelo, tesno oblečen in pol letiš. Torej, opraviš isto pot, ampak rabiš več časa. Ampak takšni so pogoji, kdo se za to odloči, seveda mora te pogoje sprejeti in po njih delati. Na začetku smo se dotaknili, oziroma ste sami izpostavili drevored v Pivoli, nekako je to tudi zaznamovalo vse zadnje leto, tako rekoč dogajanja. Pa vendarle, zakaj ste bili prepričani, da je bila načrtovana obnova tega drevoreda recimo pravilna odločitev? Kaj je botrovalo temu? Zdaj za dosti podobno ali pa skoraj enak projekt je občina že v letu 2009 dobila vsa soglasja.
je bila takrat želja, da bi se šlo v projekt, ampak ni bilo rešeno lastništvo, ker je bila tožba med takrat Splošno bolnišnico Maribor in mislim, da skladom kmetijskih zemljišč in takrat ni uspelo. Potem je bil to predlog krajevne skupnosti, da se bi izdelala povezava, pot, ki je zdaj narejena, seveda ni smela biti v asfaltni izvedbi, glede na to, da gre za območje naravne dediščine, torej se je naredilo tako, kot so nosilci urejanja prostora zahtevali. Potem, ko smo iskali torej projektne pogoje, pozitivna mnenja, se je začelo razmišljati tudi strani tako krajevne skupnosti, občinske sprave, sam, tudi nosilci urejanja prostora so dali predloge, da bi bilo potrebno srednjeročno urediti, torej obnoviti drevored, tako da smo na projektu delali cirka 2-3 leta, širok nabor strokovnjakov, tudi nekateri, ki se ukvarjajo z znanstvenimi zadevami na tem področju. In ugotovilo se je v prvi fazi, kot povedano, da drevored točno na tej lokaciji, tudi če se zamenja, bo v prihodnosti bodo drevesa propadala, zato bilo treba odmakniti zaradi prej naštetega, torej dinamičnih obremenitev, to je promet in obremenitev z soljo, je drevored treba zamakniti. Zdaj, projekt je bil pa torej presek idej Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Zavoda za varstvo naravne dediščine, arborista, krajinske arhitektke, inženirja, arhitekta, tudi, bom rekel, strokovnjaki, profesor z Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. To je bil en skupek projekt, kjer so si vsi robovi že porezali, dejansko šel za projekt in kot tak najboljša rešitev. Zato pa nepojmljivo, da se z vrha, torej ministrstvo direktno vpletlo v projekt, zahtevalo tudi konzervatorski načrt, protizakonito, ampak to še bomo dokazali, ko bo zadeva na sodišču končana. Seveda sem pa vesel, da smo dobili tudi pisno komunikacijo, ker se vidi, kdo je komu naročil, da naložijo občini, torej protizakonito zahtevo. Pa bi danes recimo postopali, če bi bili na začetku tega projekta, kako drugače? Mogoče bi, ne glede na to, da smo skozi poročali, predstavili DIP projekt, ker smo ga prijavljali torej na sofinancerska sredstva, bi mogoče še širše objavili, tako da tisti, ki so si na tem pridobili 5 minut medijskega prostora, ne bi imeli tega naboja. Ker v medijskem prostoru pa je vsi tisti nasprotniki, ki so Lipo drevored videli mogoče samo na Google zemljevidih ali pa torej v medijih, pa nikdar niso bili tu, sploh pa se nikdar niso peljali v neurje skozi ta drevored, ne bi imeli želj po teh sekundah, minutah medijskega prostora. Kaj pa bo po vašem mnenju končni epilog, recimo? Dobro, sodišče ima vedno prav, tako da čakamo sodišče. Vesel sem, da smo zbrali vse dokaze, ker se evidentno vidi, da je prejšnja ministrica oziroma njena ekipa delala protizakonito in seveda to bomo terjali nazaj. Projekt je bil dober, dobili smo sofinancerska sredstva in te kasneje seveda Ministrstvo za gospodarstvo ni smelo izplačati, ker smo zamudili, ampak ne po lastni krivdi, po krivdi Ministrstva za kulturo. In kot dober gospodar bom seveda zahteval, da občina dobi sredstva nazaj, ki ji pripadajo. Na kaj ste v svojem mandatu najbolj ponosni? Če primerjam ta mandat s prvim, da smo v glavah izgubili nekatere meje, ni več tega prva volilna enota, druga volilna enota, ta del, čeprav vedno več je nekih ljudi, ki probajo netiti neke spore, slabo voljo, razdvojevati ljudi, ampak vseeno ne samo, da je do povezav prišlo, torej v infrastrukturnih objektih do povezav je prišlo tudi v glavah in življenje bolj mirno, bolj prijetno, če se ne delimo, če se združujemo na skupnih stvareh. Je bila kakšna odločitev, ki vam je v tem mandatu vzela recimo največ spanca?
Kdaj vam je bilo najtežje kot županu? Jaz skoraj vedno dobro spim, imam res inženirski pristop. Torej, ko problem razdelamo, mogoče dokler problema ne razdelaš, ko ne veš rešitve, ko pa vidiš, kaj je narobe, kaj je treba popraviti, pa je pol treba iti stvar za stvarjo, bom rekel, po korakih in potem je vsaka zadeva rešljiva. Res pa je, da obstajajo ljudje, ki v vsaki rešitvi najdejo problem, smo pa drugi, ki v vsakem problemu iščemo rešitev. Kako pa se spopadate recimo s kritikami, kar dosti je tega tudi na socialnih omrežjih, se vas je recimo kakšna posebej dotaknila? Ja, sploh mislim, da 2-3 leta nazaj, ko se vključi družina, predvsem otroke, to je nedopustno. Ampak tudi tu je prišlo do epiloga, sicer nisem objavljal, nisem skodoželjen, ker se je točno videlo, kdo je kaj naredil narobe, ne? In da si je hčerka, ki je takrat dobila zlato nagrado od predsednice, izročila je predsednica Republike Slovenije, to zaslužila. Pol tudi, ko akademski profesor pregledajo naloge in potem pokličejo in rečejo, da smo lahko ponosni na otroka, da je naloga odlična, da ni noben plagiat, kar se je namigovalo sicer samo v enem portalu dotičnem, potem je ok. Ampak ko enkrat nekdo napade družino, otroka, zadeve ne gre zavrteti nazaj. To je vse, kaj me moti. Kritika na svoj račun, sploh če je konstruktivna, sem vesel, če je destruktivna, pa jo prenesem z leti. Verjamem, da vsak dobi trdo kožo. Dobro, če se še nekako sredotočimo tudi na parkirišča, predvsem ta, ki so v načrtu. Govori se o približno parkiriščih za 200 tovornjakov. Vemo, da je bilo kar nekaj zdaj polemik v zadnjem času, predvsem kar se tiče prebivalcev, skrbi jih hrup, promet in pa kakovost bivanja. Kako odgovarjate na to? Torej, glede emisij, kot na primer hrup, tu imamo v Republiki Sloveniji pravila, torej tu je v projektu predviden zvočni zid. Res pa je, da mnogi prebivalci mislijo, da je to bilo umeščeno sem z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Tukaj od leta 86 industrijsko območje. Prebivalci so prišli sem 10-15 let nazaj, ta zadnja vrsta, in še se gradijo hiše proti temu. In to je en ostanek z leta 90 in tudi tisti lastniki, naši občani, ki so imeli to zemljišče, imajo pravico, da ga prodajo kot industrijsko. Glede na to, da grejo preko daljnovodi, ni dosti možnosti, da bi tu karkoli gradili nekatere objekte, torej možno pa je parkirišče in to je bilo vsem umeščeno, kot pa prej povedano. Razumem, se tudi pogovarjamo s prebivalci, je pa na tem območju industrijsko, kot povedano, od leta 86 do danes in tu občina nima pravice, da bi nekomu prepovedala parkirišče za kamione po uredbi. Sliši med industrijske objekte in to je tu lahko, seveda, pa je treba vse vplive, hrup, svetlobo, recimo vodo se ščiti z lovilci, hrup z zvočnim zidom, svetloba pa z vegetacijo ali z kakšnimi objekti. Seveda to vse investitor dobil nalogo. Smo pa edino v začetku to, kar je bila naša ingerenca, nismo pustili, da je vhod na zahodni strani, ampak je bilo treba vhod prestaviti na vzhodno stran, torej dlje od hiš. Za vhodom je objekt, ki tudi predstavlja neko bariero, za objektom pa so parkirišča. Magna sicer ta ni nastala v tem mandatu, ampak občina je torej reševala neke posledice, ki so prišle v teh letih. Kako gledate vi danes na to zgodbo? Ja, projekt je dobil prvi udarec z krizo, drugi udarec z Brexitom, tretji udarec je bil COVID, zdaj četrti udarec, lahko bi bila tudi priložnost, torej pa je premoč v
tehnologiji, avtomobilski, strani predvsem Kitajske, drugih držav izven Evropske unije. Tako da to je lahko tudi priložnost. Upam, da bo Magna to izkoristila kot priložnost in se bodo tukaj izdelovali avtomobili, ki so seveda razviti izven Evrope. Evropa je tukaj pred 30 leti po velikem pohlepu za dobičkom selila zadeve v Indijo, Kitajsko, v druge države. Seveda so se tisti naučili posla in zdaj znajo posel opravljati boljše ali pa predvsem ceneje, kot to znamo v Evropski uniji. Tako da to je posledica tega. Jaz upam, da Magna najde kakšnega partnerja in začne izdelovati torej avtomobile za koga drugega. Zdaj seveda tukaj je nekaj težav tudi, ki jih država ni upravila, pa je takrat bilo v pogodbi zapisano. Kot občina pa nekih težav nimamo. Torej zemljišča, ki so bila kupljena za namen Magne, uporabljajo kmeti, predvsem z naše občine, tako da koristijo. Seveda občina pa za obstoječi objekt vsako leto zaračuna cirka 70 000 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, tako da zaenkrat ni nekih posledic, ki bi nas finančno bremenila, pa tudi vsi ti kmeti lahko ta zemljišča že toliko in toliko let uporabljajo in dokler ne bo novih objektov, bo teklo tako naprej. Pa še malo bolj osebno kot župana, ste danes po vseh teh letih županovanja morda drugačen človek ali vas je ta mandat osebnostno tudi morda kaj spremenil? Po moje z vsakim dnem, mesecem človek dobi tršo kožo. Seveda vsak mandat, vsako stvar, ki narediš, ki je dobra, se nekdo z njo ne strinja. In dobre stvari ljudje pozabijo, ponavadi slabe ali pa tiste, ki jim niso všeč, pa se ohranja. Tako da jaz mislim, z vsakim dnem na funkciji je tudi več ljudi, ki te ne mara, upravičeno ali neupravičeno, v to ne posegam. Tako da kot človek pa skozi življenje vsi spreminjamo. Mislim pa, da kdo je na takšni funkciji, predvsem dobi trdo kožo, zna prenašati udarce, stopiti naprej, nadaljevati. Kaj je recimo vas najbolj naučila funkcija župana? Predvsem upam, vsaj domišljam si, da znam zadeve izklopiti, da ko si z družino pozabiš neke stvari, čeprav vedno ne gre. To, če bi rekel, da to lahko vsak dan naredim on-off, to ne gre, ampak vedno lažje. Nauči se poslušati, vsaj jaz sem se. Delaš čim bolj odprto, da ima čim prej, čim več ljudi možnost. Seveda pa, ko odločitev pade, ne vem, ko je sprejet proračun, pol pa sem jaz odgovoren, da so zadeve realizirane, tisto pa delam, kot mislim, da je jaz prav. In dokler delaš dobro, te ljudje izvolijo, ko te ne izvolijo, pride nekdo drugi, ki bo delal boljše, slabše, kakorkoli, v vsakem primeru pa drugače. Tako da je prav, da so volitve, da je možnost in pol tudi volitve so na nek način ne samo potrditev, da si delal dobro, so predvsem nek oblak, da ljudje pričakujejo še, da bo še naprej, ker vseeno vidim še neke cilje, želje. Ko eno stvar narediš, bi še nekaj naredil, si želiš, da bo zadeve še boljše, da bomo še bolj zadovoljni v naši občini. Tako da neka notranja želja po izboljšanju, v tem primeru mogoče življenja, iz vseh tega, kaj smo prej naštela, še vedno tukaj. Tako da ja, naučil sem se pa imeti trdo kožo, poslušati. Tudi včasih, če ni časa, si vzeti čas pa zadeve še enkrat premleti, da kasneje pri izvedbi tečejo zadeve čim lepše. Samo za na konec, kaj bi danes svetovali ali pa rekli Marku Soršaku, se pravi na začetku mandata leta 2022, če recimo zavrtimo malo nazaj? Ne vem, po moje bi si zapisal vse razpise, da imeli pripravljeno vso dokumentacijo, da bi počrpali še več sredstev strani EU in državnega proračuna. Dobro, hvala lepa za ta pogovor. Hvala.
Hvala tudi vam, da ste bili z nami še v eni epizodi. Seveda bomo z vami še v prihodnjih dneh. Do takrat pa se imejte lepo in srečno.